društva Cashflow Klub Bogati očka, društva, ki se ukvarja z finančnim izobraževanjem, društva, kjer ljudem dajemo nauke, ki jih je naš osebni mentor Robert Kiyosaki, avtor prodajne uspešnice o osebnih financah številka 1 na svetu, Bogati očka, revni očka, prejema od svojega bogatega očka oziroma očeta svojega najboljšega prijatelja, in te nauke je začel pridobivati v starosti svojih 9 let. In kdor pozna to zgodbo, ve, da se je Robert Kiyosaki pri svojih 47 letih upokojil neodvisno od državne pokojnine, ampak iz svojih naložb, investicij v nepremičnine, v posle. Danes pa to znanje, ki ga je pridobival preko svojega bogatega očka, širi v svet z knjigami, z izobraževalnimi seminarji in pa delavnicami in pa seveda z izobraževalno igro Cashflow, ki jo je v ta namen posebej tudi razvil. V prejšnjem videu smo vas želeli povabiti na ogled našega YouTube kanala, Facebook kanalov in pa seveda naših videov ter delavnic, seminarjev in ostalih dogodkov, ki jih organiziramo. Danes vam bi želeli na preprost način predstaviti samo del te zgodbe, in sicer, ko vsi vemo, v današnjem času je izobraževanje oziroma izobrazba zelo pomembna. In če pogledamo, se za večino ljudi izobraževanje, ko stopijo iz šolskih klopi, konča. Vendar to ne sme biti tako, mi se moramo vedno znova in znova izobraževati. Torej, šola se nekako konča, izobraževanje ne. In v svetu izobraževanja poznamo 3 temeljne izobrazbe. In sicer prva, ki jo poznamo, je osnovna. Torej, imamo osnovno izobrazbo, z 6-7 leti vstopimo v osnovno šolo, 9 let traja, naučimo se pisati, brati, računati, učimo se določene predmete, ki so nam v življenju nekateri bolj, nekateri manj v pomoč. Ko končamo osnovno izobraževanje, že predtem se malce odločamo o tem, kaj si v življenju želimo početi, zato se odločimo kasneje za drugo vrsto izobrazbe, to je poklicna. Pomeni, da se izobražujemo na področju, za katerega želimo v prihodnje imeti nek poklic, opravljati svoje delo, svojo dejavnost, ali je to zdravnik, odvetnik, elektrikar, vodovodar, strojni tehnik, avtomehanik, v glavnem ogromno poklicev. Gremo skozi poklicno izobraževanje in seveda, ko končamo to izobraževanje, se, kot smo že omenili, za večino ljudi šolanje oziroma izobraževanje konča, najdejo si svojo službo, začnejo služiti svoj prvi denar in sedaj pride tista, vsaj zame, ena izmed najpomembnejših izobrazb, ki pa jih ne dobimo v šoli in pa nikjer, razen na določenih inštitucijah, to je pa finančna izobrazba. Finančna izobrazba ne pomeni toliko, koliko denarja zaslužimo, ampak bolj toliko, koliko denarja nam ostane in kako s tem denarjem upravljamo in za koliko časa bo ta denar, ki smo ga ustvarili, lahko delal za nas. Torej, da zaposlimo svoj denar, da bo delal za nas, namesto da mi ves čas delamo za denar. In to finančno izobrazbo vam bomo skozi naše delavnice, skozi naše seminarje, skozi web seminarje, skozi videoposnetke želeli čim bolj na preprost način predstaviti v osnovni obliki. Namreč začeti moramo vedno z nekimi osnovami, čeprav vidimo, da ljudje, ko upravijo svojo poklicno dejavnost, začnejo služiti denar, bi najraje vsi preskočili na konec in začeli z profesionalnim investiranjem in želeli služiti velike vsote denarja, kar pa seveda po eni strani je možno, po drugi strani pa ni. Zato bomo začeli mi z osnovnimi pojmi, z osnovami in se skozi osnove najprej naučili, kako bi sami začeli ravnati z denarjem, da bi kasneje lahko torej denar začel ustvarjati denar in nam ne bi bilo več potrebno biti odvisen od svoje službe, od svojega dela,
temveč bi lahko v 5 do 10 letih prišli do točke, ko bi lahko rekli, da bo naše znanje na finančnem področju začelo ustvarjati dovolj denarja, da nam ne bo potrebno skrbeti več o naši finančni prihodnosti. Toliko za danes v naši predstavitvi. Upam, da se vidimo na naslednjih takšnih dogodkih, ko se bomo lotili prvega nauka osnovne finančne pismenosti, ki jih uči moj mentor Robert Kiyosaki. Do takrat pa vam želim veliko osebnih in pa finančnih uspehov, kjerkoli že ste in karkoli boste.